Ime tedna. Ime tedna na Valu 202 je Matej Černe, redni profesor za področje menedžmenta in organizacije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki je za izjemno akademsko vodenje soustvarjalen partnerski odnos temelječ na zaupanju, spodbudi in skupnem raziskovalnem navdušenju ter razvoju mladih raziskovalcev prejel priznanje Mentor leta 2024. Matej Černe, dober dan, dobrodošli na Valu 202. Ja, lepo zdravo, hvala lepa. Povedali so mi, da smo vas ujeli na letališču tik pred odhodom. Upam, ne vem, ali je skrivnost, kam odhajate? Ne, v bistvu odhajamo na konferenco, najprej v Amsterdam, potem v Prago, ravno z mojimi mentoriranci, s katerimi tako uspešno sodelujemo in ki so tudi sodelovali, oziroma so en ključnih delov moje nagrade. No. Aha, potem pomeni to veliko ekipo, ki odhaja na pot? Ni velika ekipa, trenutno smo 3, se bomo še malo povečali v času, ker eni pridejo potem na drugo lokacijo v Prago. Tako da bomo tudi tam še mogoče malo proslavili to nagrado. Aha, se pravi, znate preseči to, bom rekel, neko mejo, recimo mentoriranci, takrat, ko je treba, ste profesionalni, potem pa, ko je treba proslaviti, znate tudi, ne vem, a ste na ti, recimo. Ja, smo definitivno. Aha. Jaz mislim, da je ravno to ključno, ne? Tudi ta balans oziroma uravnoteženost med prijateljskim odnosom na eni strani in pa seveda profesionalnostjo oziroma usmerjenostjo v skupne izzive, skupne dosežke. Ste bili tudi sami deležni podobnega odnosa strani svojih, recimo temu, mentorjev oziroma profesorjev v času vašega študija? Ja, definitivno. Jaz moram reči, da sem bil spremljan strani številnih res odličnih mentorjev, tako na vseh nivojih mojega študija in raziskovanja in potem pri samem pedagoškem delu. In sem poskušal nekako od vsakega malo vzeti in se kaj naučiti od njega, ne? In mislim, da to modeliranje je potem tudi ključno za naprej. In tudi mislim, da zdaj te generacije, ki smo mogoče malo mlajši, vsem akademiki smo bili deležni malo drugačnega, predvsem stila, kar se tiče tega prijateljskega odnosa oziroma razvijanja skupnih vezi, ki ga potem lahko tudi naprej na naše mlajše prenašamo. Je z generacijami, ki jih vi poučujete, težko ali so preprosto zgolj zahtevni, pričakujejo veliko od svojih mentorjev? Jaz bi rekel, da so drugačni, definitivno, da pa mogoče niso drugačni v nekem negativnem smislu, kot se mogoče tudi kdaj zaključi. Jaz mislim, da pričakujejo veliko drugačnih stvari v smislu res malo bolj kontinuiranega odnosa, bolj pogostega podajanja povratnih informacij, tudi mogoče kakšnih teh malo bolj prijateljskih odnosov, manj formalističnih. Dajmo temu reči, pa kar se še meni zdi ključno, zelo cenijo nekatere stvari, ki so po moje tudi ključne in tako tudi raziskave lepo kažejo za našo trajnost, človeško trajnost v času. Ne? Recimo fokus tudi na prosti čas, to razmejitev med delom in prostim časom, skrb zase, skrb za zdravje. Te zadeve in mislim, da če vidijo, da njihovi mentori to podpirajo, potem to še lažje funkcionira. Matej Černe je ime tedna na Valu 202. V naši obrazložitvi smo omenili soustvarjalnost, partnerski odnos, zaupanje, spodbude, skupno raziskovalno navdušenje, razvoj. Kaj od tega se vam zdi je najpomembneje, če gledate z vidika profesorja, ki druge uči pravzaprav dobrega menedžmenta, dobrega vodenja? Jaz mislim, da je ključno neko skupna vizija oziroma usmerjenost, oziroma kaj si to želimo skupaj doseči. In jaz mislim, da to niti ni tako zelo nobena znanstvena fantastika in tudi raziskave z področja organizacijskega vedenja in tako naprej že zelo lepo kažejo, da ljudje zaposleni, kogarkoli bojo zelo uspešni, čim bodo imeli neko samostojnost pri svojem delu, če bodo videli, da preko svojega dela razvijajo svoje lastne veščine, in pa če bodo povezani, če bodo čutili to neko povezanost, podporo, družbeno oporo. Ne? In čim to omogočimo komorkoli, sploh pa v nekem malo bolj dolgoročnem in poglobljenem mentorskem odnosu, potem sigurno sledi nek uspeh. Študij menedžmenta pripravi ljudi na vodstvene vloge. Se je tega mogoče priučiti od ničle ali je vendar nekaj tega že v človeku samem? Se lahko vsakdo nauči dobrega vodenja? Jaz mislim in upam, da ja. In v tem tudi vidimo malo svoj obstoj na Ekonomski fakulteti in v tem, kar delamo. Absolutno so neke karakteristike, ki so malo bolj prirojene, da je ljudem mogoče lažje. Tudi to mogoče poudarjanje avtentičnosti in nasplošno fokus na odnose.
ampak absolutno se da preko študiranja teh zadev in dela na sebi narediti marsikaj. Ekonomsko fakulteto omenjate, čeprav razumem, se tam dobro počutite in tudi v letošnjem izboru za mentorja leta je bilo kar nekaj kandidatov z ekonomske fakultete. Lahko opišete, v kakšnem okolju ustvarjate oziroma delujete? Ja, zame je to okolje idealno, ker nekako omogoča ravno pravo mere in avtonomije oziroma svobode pri tem, kar delam. To tudi zelo, zelo cenim. Omogoča ogromno mero fleksibilnosti, po drugi strani pa tudi družbene opore. Jaz sem se vedno počutil zelo domače in predvsem to, da sem bil lahko zelo sproščen s svojimi sodelavci in v svojem delovnem okolju. Predvsem, kar je pa tudi treba poudariti, ta osredotočenost in na internacionalizacijo in na odličnost tega, kar delamo, je mene vedno zelo motivirala. In to tudi zelo cenim v svojem okolju na ekonomski fakulteti. Pri svojem raziskovanju, delovanju se tako ali drugače ukvarjate seveda tudi z digitalizacijo, govorite o pasteh priložnostih digitalizacije v dobi umetne inteligence. Če se nekoliko vrnemo še na študente, vaše delo s študenti, je umetna inteligenca izziv zelo konkretno oziroma bolj konkretno pri preverjanju znanja, denimo. Se soočate, naletite kdaj na kakšen izziv, morate kakšno zadevo oziroma ste jo morali prilagoditi, kako je s tem? Ogromen izziv, absolutno, in potrebno je bilo praktično prevetriti tako predvsem sprotne načine spremljanja znanja, končni izpiti nekako še niso toliko pod udarom, ampak treba se zavedati, umetna inteligenca spreminja delo vseh nas. Jaz jo uporabljam na dnevni bazi, absolutno, ker mi omogoča predvsem veliko mero učinkovitosti v nekaterih nalogah, ki jih umetna inteligenca lahko naslovi. In bilo bi zelo iluzorno pričakovati, da študenti tega ne bi izkoriščali. Predvsem je potrebno spremeniti načine dela, delovne procese, tudi preverjanje znanja, da preverimo, kaj ljudje zares znajo in predvsem, da omogočimo ljudem, da razmišljajo. To je ena glavna bojazen tako na ravni družbe, da bomo ljudje nekako nehali razmišljati. Bo umetna inteligenca v bližnji ali daljni prihodnosti nadomestila mentorje? Ja, jaz upam, da ne. Zaenkrat nas še vedno potrebujejo ljudje oziroma je ravno ta človeški stik še nekaj, kar tehnologija oziroma roboti, avtomatizacija ne more nadomestiti. Zagotovo bo nadomestila ogromno elementov mentorstva, predvsem povezanih z dejanskim dostopom do informacij. Ta je na dosegu roke preko umetne inteligence, ampak ti človeški elementi in pa povezave z drugimi pa upam, da še ne bo tako kmalu nadomestila. Zdajle vas bomo prepustili vašemu poletu, upamo, da je pilot v kabini in da ne bo umetna inteligenca tista, ki vas bo vodila na vaš prihodni cilj. Matej Černe je redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, mentor leta 2024 in ime tedna na Valu 202. Hvala za pogovor, uspešno delo tudi v bodoče vam želim. Najlepša hvala. Srečno.